Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke, novinarji, ostali predstavniki medijev in vsi, ki nas spremljate. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 37. redni seji vlade. Vlada je danes sprejela 2 predloga zakonov, ki bosta omogočila hitrejši zeleni prehod. Več o obeh zakonih bo povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan bo predstavil ukrepe vlade za izboljšanje oskrbe slovenske Istre s pitno vodo. Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o dopolnitvi zakona o makrobonitetnem nadzoru in finančnega sistema, s katerim se bo olajšalo in zaščitilo tiste, ki prejemajo minimalno plačo in želijo najeti posojilo. Predlog zakona bo predstavil finančni minister Klemen Boštjančič. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar vas bo seznanil s svojo novo ekipo. Začenjamo pa pri ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki bo predstavila novo uredbo o samozaposlenih v kulturi. Izvolite. Lep pozdrav. Potem, ko smo prejšnji teden sprejeli uredbo za samozaposlene za dvig bolniškega nadomestila, smo danes z sprejetjem uredbe odpravili dolgoročne negativne posledice epidemije za samozaposlene v kulturi. Delavci in delavke v kulturi, ki med epidemijo zaradi zaščitnih ukrepov, kot je bilo na primer zapiranje javnih zavodov, odpoved dogodkov, festivalov in drugo, niso morali opravljati svojega dela v celoti in zaradi tega je njihovo delo, ki predstavlja izjemne dosežke, trpelo, imajo pa sedaj možnosti pridobiti ali uveljaviti pravico do plačila prispevkov za socialno varnost po ustrezno prilagojenih kriterijih. Prav tako zvišujemo dohodkovni cenzus za samozaposlene v kulturi. V skladu s povišano stopnjo inflacije in naraščajočimi življenjskimi stroški v zadnjih 10 mesecih ter povišanjem plač v javnem sektorju je ponovno cenzus določen na 36. plačilni razred. Danes sprejete spremembe so pravzaprav prve v nizu ukrepov urejanja višine cenzusa samozaposlenih v kulturi. V okviru celostne reforme statusa samozaposlenih v kulturi bo Ministrstvo za kulturo pripravilo uredbo drsnega cenzusa. Z uredbo se podaljšuje tudi obdobje odločilno za presojo dela samozaposlenega v kulturi pri tistih poklicih, ki so deficitarni, in to iz 3 na 5 let. Na ta način se položaj samozaposlenih in deficitarnih poklicih pri pridobivanju pravice do plačila prispevkov za socialno varnost smiselno izenačuje s položajem ostalih samozaposlenih v kulturi. Najlepša hvala. Hvala lepa, ministrica. Je morda tu kdo za kakšno vprašanje? Ja, Netka Majer. Vmes pa naj prosim, če je kdo na spletu, ki bi želel zastaviti vprašanje, da to izrazi z dvigom roke. Bo pa na drugo temo. In sicer zanima me, včeraj so bili izpolnjeni pogoji, da je konstituiran svet RTV Slovenija. Pa se zdi, da prav res ni jasno, kaj to v tem trenutku pomeni, Svet RTV po novem zakonu je bil konstituiran, imenovani so bili člani, objavljeni v uradnem listu. Je pa res, da zaradi zadržanja zakona, to, kar je bilo tudi objavljeno s strani Ustavnega sodišča v ponedeljek, svet RTV Slovenija naj ne bi imel pristojnosti, da bi lahko začel s svojim delom. Kljub temu pa je treba povedati, da nadzornemu svetu RTV Slovenija in pa programskemu svetu RTV Slovenija s tem je potekel mandat. Torej, zdaj v tem trenutku ni nobenega delujočega sveta na RTV Slovenija? To je nekaj, na kar so opozarjali tudi pravzaprav v ločenih mnenjih ustavne sodnice. Mi seveda preučujemo možnosti, spoštujemo pa tudi odločitev ustavnega sodišča. Ampak po naši interpretaciji je svet bil konstituiran, ampak zaradi zadržanja zakona ne vemo, kako bi lahko začel s delom. Ampak situacija na RTV torej ostaja takšna, kot je. Vemo, tam je neka, kako ne rečem, ne morete sodelovati na vodstvo in ne sindikat. Na eni strani torej ta neka situacija ostaja, zaposleni še opozarjajo na razmere, ki niso dobre.
Razmere na RTV vsekakor niso dobre. Na to opozarjamo v vladi in na Ministrstvu za kulturo, odkar smo prišli na to mesto. To je bil eden izmed ključnih razlogov, zakaj se je že pred nastopom vlade izoblikoval zakon civilne družbe, ki ga je potem vlada tudi sprejela, posodobila in dala v vladno proceduro. To je nekaj, s čimer se pravzaprav cel ta mandat spopadamo. Razmere na RTV-ju niso dobre, stavka traja, zaposleni nimajo primernih pogojev za delo in na vse to opozarjajo tako zaposleni kot tudi civilna družba. Tako da tukaj seveda mi ostajamo na strani zaposlenih, ostajamo na stališču, da so nujne spremembe za to, da naš največji javni in kulturni servis začne opravljati svojo dolžnost objektivnega obveščanja in informiranja javnosti, in zato smo vendarle sprejeli ta zakon. Hkrati pa seveda upamo, da bo Ustavno sodišče kar se le da hitro odločalo o tem zakonu, kajti brez tega se bodo stvari lahko še naprej dogajale kot se. Mi seveda pa tukaj izražamo tudi zaposlenim podporo in mislimo, da je rešitev tega stanja vsekakor nujna. No, ampak bo vlada do te odločitve Ustavnega sodišča, ki jo je seveda nemogoče napovedati v časovnem smislu, karkoli naredila ali potekajo v zvezi s tem kakršnekoli aktivnosti? Vlada bo seveda razmišljala o različnih tudi možnostih. Kot smo tudi napovedali že ob samem sprejetju tega zakona, je šlo pravzaprav tukaj za prvi zakon. En zakon smo že takrat tudi napovedali, ta zakon je že v pripravi, tako da tukaj vlada absolutno vsak dan tudi na Ministrstvu za kulturo razmišljamo o tem, kako naš največji javni medijski servis pravzaprav urediti in ga spraviti na nivo, da bo tam tudi z zaposlenimi in pa vodstvom lahko ustrezno deloval. To stanje je treba rešiti, tako da seveda vsekakor vsak dan se intenzivno ukvarjamo s tem. Najlepša hvala, ministrica. Na spletu ni nobenih vprašanj, tudi tukaj ne. Hvala vam za vsa pojasnila. Naslednji bo na vrsti finančni minister, ki bo predstavil predlog novele zakona o dopolnitvi zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, s katerim se bo olajšalo in zaščitilo tiste, ki prejemajo minimalno plačo in želijo najeti posojilo. Finančni minister Klemen Boštjančič, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni. Kot vsi že dobro veste, se je ob zadnjem januarskem dvigu minimalne plače kreditna sposobnost kreditojemalcev s prihodki med minimalno in povprečno plačo zmanjšala, zato je vlada danes, tako kot smo tudi napovedovali, sprejela predlog novele zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, s katerim bolj jasno opredeljuje, da Banka Slovenije pri izvajanju makrobonitetnega nadzora ni vezana na določbe predpisov o izvršbi in zavarovanju. Banka Slovenije je namreč pravne podlage doslej tolmačila na način, da je pri izdaji makrobonitetnih ukrepov, povezanih z omejitvijo kreditiranja prebivalstva, vezana na omejitve iz teh predpisov. Z danes potrjenim predlogom novele bomo tako nedvoumno omogočili takšno izvajanje makrobonitetnih ukrepov Banke Slovenije za kreditiranje prebivalstva, na katere ne bo vplivala vsakokratna korekcija minimalne plače, temveč samo neodvisna ocena regulatorja. Banka Slovenije bo tako po uveljavitvi predlagane dopolnitve zakona lahko brez kakršnega koli dvoma določila tudi drugo merilo za presojo zneska, ki mora na mesečni ravni ostati kreditojemalcu, in sprejemala takšne makrobonitetne ukrepe, za katere bo ocenila, da so najprimernejši za slovenski bančni sistem, zadolženost prebivalstva in širšo finančno stabilnost.